Kaj sploh pomeni biti drugačen? V družini sem se počutila drugačno, ker sem edina črnka. Nimam nikogar, niti tetene, nikogar. Kot otrok sem vedno mislila, da sem posvojena. Že v vrtcu sem vedno imela veliko prijateljev in to se je v mojem življenju tako nadaljevalo. Torej, nikoli nisem doživela, da bi me kje slabo sprejeli. Seveda imaš ti vsakdanje zgodbe, tu in tam kakšna neumna izjava, ampak to me nikoli ni prizadelo. Take stvari se me ne dotaknejo. Razlika je morda tudi v tem, da govorim močno koroško narečje in morda ima to že pozitiven učinek. Ampak nekaj mi je manjkalo. Oseba, ki bi jo lahko vprašala, naprimer pri takih rečeh kot kaj naj naredim s svojimi lasmi, svojo kožo, nikogar nisem mogla vprašati. Ne bi mogla pripovedovati o kakšni izjemni situaciji. Morda tudi, ker sem se po zaslugi moje mame vedno veliko igrala s koroškimi Slovenci in ker je v teh družinah čisto drugače. Takih pravih koroških prijateljev nikoli nismo imeli, torej kakih Celovčanov. Spomnim se neke ženske, mislim, da je psihično bolna, ker jo v mestu vedno vidiš, kako se pogovarja sama s seboj in ta me je začela zmerjati. Ja, ti zamorci tu. To je rekla moji mami in mislila je, da jo s tem lahko provocira, toda moja mama je samo rekla, ne, to je moja hči. Ta ženska je precej hitro utihnila in nič več ni rekla. Mnogokrat ni odločilna barva kože ali poreklo, temveč kakšnega mišljenja je kdo. Če to ne ustreza pričakovanjem, potem si že drugačna. Jaz sem rada drugačna. Nekje globoko v meni že obstaja ta zavest, da sem črnka in da to tudi živim. Ampak vseeno sem koroško dekle in to tudi pravijo vse moje prijateljice. Le barva kože pač ni takšna, ampak vse drugo že.